Glejte, mi smo prvih 9 mesecev letošnjega leta zaključili s prodajo na približno enakem nivoju kot lansko leto. Se pravi, par 100 tisoč evrov več smo prodali, ampak po regijah pa to zgleda tako. Domače tržišče, to se pravi Slovenija, predstavlja za Krko v prvih 9 mesecih letošnjega leta 6,8% celotne prodaje. Mi smo znižali prodajo v prvih 9 mesecih, zahvaljujoč seveda pritiskom na cene za 11%, tako da je znašala prodaja 58 milijonov evrov. V tem je potrebno povedati, da mi tukaj v Sloveniji prodajamo izdelke, pa tudi storitve preko Term Krka, in tudi Terme Krka so imele nekaj manjšo prodajo kot v enakem obdobju lanskega leta, predvsem zaradi relativno slabega tretjega kvartala. Vemo, da so bile pač vremenske razmere take, kot so pač bile. V jugovzhodni Evropi smo bistveno povečali prodajo tako v relativnem kot v absolutnem znesku in predstavlja jugovzhodna Evropa za Krko v prvih 9 mesecih tega leta 12,5% celotne prodaje, to se pravi povečanje za 8% ali v absolutnem znesku za dobrih 8 milijonov evrov. Tukaj je najuspešnejša država nedvomno še vedno Romunija, je tudi največja. Po velikosti sledi Hrvaška in potem smo kar uspešno povečali prodajo na manjših prodajnih trgih, kot je Srbija, Makedonija, Bolgarija, Kosovo in pa Albanija, medtem ko v Bosni in Hercegovini beležimo nekaj nižjo prodajo kot leto poprej. Tretja regija, vzhodna Evropa, je največja. Ta je morda zaradi kriznih razmer v teh časih ali v celotnem letu 2014 še najbolj zanimivimi. Mi smo v vzhodni Evropi realizirali več kot 1/3 Krkine prodaje, povečali prodajo za 1% oziroma za dobre 4 milijone evrov. Moram povedati, da na največjem trgu vzhodne Evrope in v celoti za Krko, to se pravi v Ruski federaciji, smo v prvih 9 mesecih tega leta povečali prodajo v evrih za 2%. Če pa seveda gledamo v lokalni valuti, v rublih, v ruskih rublih pa za 15%. Zapravi, da v prvih 9 mesecih letošnjega leta mi ne čutimo še, bom rekel, bistvenih vplivov raznih potez ene in druge strani na tej regiji. Lahko istočasno povem, da je ta prodaja v Rusijo znašala več kot 213 milijonov evrov. Drugo, relativno veliko tržišče v vzhodni Evropi, ampak bistveno manjše kot Ruska federacija ali ostale Krkine ključna tržišče, tržišče Ukrajine, kjer smo prodali manj, za 12% manj kot v enakem obdobju lanskega leta, ampak pravim, to je na bistveno nižjem nivoju, medtem ko v vseh ostalih državah beležimo, v glavnem vzhodne Evrope beležimo kar lepo prodajno rast. Zdaj, če gremo naprej po regijah, Srednja Evropa, velika regija v Srednji Evropi, ki je predstavljala realizacijo skoraj 23% realizacije Krke, smo mi sicer malo zmanjšali tole prodajo glede na enako obdobje lanskega leta, ampak kar je pa zelo razveseljivo, smo pa na Poljskem lepo povečali prodajo, v evri gledano za 2%, fizično gledano kar za 16%, tudi v baltiških državah uspešno, na Slovaškem, nekoliko manj na Češkem in pa na Madžarskem.